Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice, z menoj sta Boštjan Turk in pa Miran Videtič. Romi so pretepli župana Ribnice Sama Pogorelca, beda notranjega ministra Boštjana Pokluka in pa famozni tretji blok. To so okvirne teme izhodišča za današnjo debato. Boštjan, zdaj, v bistvu bilo verjetno samo še vprašanje časa, da se bo nekaj zelo dramatičnega zgodilo na Dolenjskem, ne? Po tem, kar se dogaja zadnje čase. Na Kočevskem, ja. Po tem, kar se zadnje čase dogaja na tej relaciji, ne, v odnosih z romsko skupnostjo. Ja, če mene vprašate, se nič toliko dramatičnega ni zgodilo, kot se bo kaj dramatičnega šele pripetilo, kaj mislim s tem dramatičnim. Hočem reči, vse oblast in ta policija in seveda vso sprenevedanje medijev peljejo v to, da se ponovi to, kar smo imeli včeraj v Gradcu v Avstriji. Jaz to resno mislim, zato ker torej odziv te tako imenovane romske skupnosti gre v to smer, lejte, kaj nam delajo, lejte, kakšno nasilje, mi smo diskriminirani, to je točno po tem, ne? In ker ni nikogar, ki bi v tej državi razen tako imenovane civilne sfere, med katero sodimo tudi mi, udaril po mizi in rekel, lejte, kaznivo dejanje, ampak se zavedel tega, da na najhujš lahko šele pride. Ne, policija teh ljudi sploh ni aretirala oziroma jih je aretirala post festum naknadno zaradi pritiska, bi rekel, tako imenovane civilne sfere, kar je nedopustno. Ti si imel enkrat Prebiliča v oddaji, ne, in meni je najbolj zanimiv del, tisti del, ne, kar Prebilič govori, ker tisto me itak ne zanima, ker to itak ni na njegovem zelniku več ali manj zraslo, ampak kako on, bi rekel, postopa oziroma ravna z Romi v svoji občini, ne, in tam se je pokazalo, da ima on popolnoma zvezane roke, ker so državna določila in klima v državi taka, da je Romu dopuščeno vse. Mislim, Romi so na bi rekel, teh socialnih transferih, vsi, hkrati se ne izobražujejo, ne hodijo v šolo, če že hodijo v šolo, v šoli terorizirajo. A smo mi že pozabili, da je eden takih, bi rekel, pohabil oziroma zrezal po obrazu enega fantka v osnovni šoli in to smo mi že pozabili. Zakaj smo pozabili? Zato, ker mediji to absolutno zamučijo. Zato pa jaz pravim, da ta klofuta, ki se je zgodila, dobro, to je hudo, ampak mi bomo lahko imeli to, kar se je zgodilo v Gradcu. Zato, ker vse gre v to, klima v državi, mislim, bi rekel, ti, ki so uzurpirali oblast, pripravljeni na to, da karkoli Rom stori, je absolutno a priorno zaščiten. Zdaj pa ne, da bi rekel, dramatiziral, ampak kljub temu ta država je, bi rekel, položena, zgrajena na kosteh ljudi, ki so jih pobili in za katere ni nikoli noben odgovarjal, niti simbolično nismo tega zločina obsodili in tle je to odprto. Če bo Rom, recimo, storil kakšen tak zločin, kot se je zgodil, kar je čist možno, ker ti ljudje posedujejo streljno orožje, posedujejo ga nelegitimno, posedujejo in uporabljajo silo. Romi so kategorija prebivalstva, ki v Sloveniji največ uporablja silo. In vedno to je kakšna statistika. Ja, pa vse so skozi neki zapleskos neki. Ministrstvo za notranje zadeve trdi, da zadnje čase te kazniva dejanja ali prekrški povezavi z Romom neki usipajo. Ja, halo, jaz se spominjam, jaz mu ne zaupam. Jaz uradnim informacijam ne zaupam. Vidim to, kar je v Črni kroniki. Pa ne to nacionalni mediji objavijo, kar je v Črni kroniki. A smo že pozabili Elko Strojanovo? Mislim, kako je tam bilo, pa Ambrus, pa zasede, pa blokade, pa trgovina z drogami, pa z vsemi temi stvarmi. Halo? Ne, se to ima verjetno Boštjan prav, da hujše stvari lahko še pride. Prav se je tukaj videl, kako v principu večinski mediji na nek način prikrivajo zadeve, ne imenujejo osebe, ljudi z pravim imenom in priimkom, niti z kategorijo Romi, in pa videli se je v principu, razgalila se je na nek način ta lebeda, na nek način policije, ki ima očitno strani politike zvezane roke, zlasti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ker če tukaj ne bi bilo pritiska javnosti, vprašanje, če bi šli sploh aretirati. Najprej so jih spustili, potem so jih šli aretirati, ker kako tožilstvo prekvalificiralo kaznivo dejanje. Vmes so se zmotili v sporočanju, v teh sporočilih za javnost, niso niti vedeli, koliko ljudi so aretirali, pa koliko jih niso. Ampak kaže to, kakšno stanje je v bistvu. Moja teza je, da so jih spustili zato, ker je politični narativ takšen, da se pač Rome spusti. Na medije pravzaprav ne gre, sploh te, ki so v koaliciji s to vlado, ne gre računati. Bolj človek dobi informacijo, ko gre med ljudi na ta območja, Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko. Ne govorim zdaj v severovzhodu Slovenije, tam so, bom rekel, je romska skupnost
zelo fajn asimilirana v to družbo. Ne. Ampak ta južni del, jugovzhodni del Slovenije je pa res, ali pa proti Kočevskemu, potem proti zahodu, je pa res težave. In tako, kot je Boštjan omenil, meni ljudje govorijo, ne, gre za pravzaprav nezakonite trgovine, gre za trgovanje z orožjem, gre za trgovanje z drogo in podobno. To, da so te mediji tiho, pravzaprav so tiho ravno zaradi tega, ker so v koaliciji za to vlado. Ne. Ta vlada je zaradi svoje nesposobnosti, zaradi agende ideologije norosti, ne, kjer se pravzaprav manjšinam dopusti veliko več kot zakon, torej, če bi bilo po zakonu, bi to morali odgovarjati, in pa zaradi tega, ker vidimo, da imamo inštitucije, kot je recimo ta PIC, ki ga vodi predsedničina prijateljica, mislim, da se piše Brvar, ne, Strnad Brvar, kjer imamo Niko Kovač z 8. marcem in podobno, in ustanove politika ne dela tistega, kar bi morale delati. Ne. In paradoksalen, pa najlepši primer je to, kako je policija ukrepala. Ne. Ni ukrepala, pa je ukrepala, pa verjetno zdaj bo spet spuščeno, pa bo pol. Skratka, ne bo ukrepala. Hočem povedati, da ampak to romski skupnosti, tako kot vsakmu, ne, komu dovoliš, tudi slovenska vlada, recimo si dovoli več, zato ker ni pod nadzorom, ne, ni pod nadzorom medijev. Romi si dovolijo več, zato ker niso pod nadzorom te iste oblasti. Ne. In to je zdaj začaran krog in seveda nastradali bojo ljudje, ki živijo v okolici, ki morajo prenašati to nasilje, pa niso uslišani. Ne. Tako da, to vodi do vaških straž potem, ne? Do jaz ne vem, do česa to vodi, ampak dejansko prišli bomo do tega, če bo hotel človek svoje premoženje zavrvati, ker gre se tudi za kraje, ne? Čist male kraje, kot so povrtnine in podobno. Če bo hotel človek zavrvati svoje premoženje ali pa svoj trud, delo na kmetijskih površinah, se bojo mogli očitno ne morejo računati na Poklukarja, tega smešnega ministra, po moji oceni najbolj smešnega ministra ali pa nesposobnega v zgodovini, ne samo v tem mandatu ali pa v 2 mandatih, v zgodovini slovenskih vlad in ministrov je to, in ministric je to daleč najbolj smešen človek, ki je recimo bližji stand-up komiku, nekemu tam z Temuja ali pa z AliExpressa, ki se smeji v studiu sam svojim šalam, ponavlja 3 stavke, ne, naredi pa ne nič. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi to bo eden od razlogov ali pa ena lepa tema za predvolilno kampanjo, kako je ta vlada pravzaprav bila mačehovska do državljanov. Ja. Ampak ima se videl občutek, da je policija, ne mislim zdaj v tej situaciji, ampak že nasplošno, že dobila pa se pa neke vrste navodilo oziroma ukaz, da se politični ukaz, da se proti tem Romom nikoli ne sme ukrepati. Če lahko sem ta stavek, na to vprašanje, to sem pozabil, prosti Boštjan. Seveda, pa se oni so to, v štartu je politika povedala, da bo vse subsisteme prilagodila oziroma podredila njihovim koalicijskim partnerjem, nevladnim organizacijam, ampak to nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo izključno s politiko in so podaljšana roka na ulici. In spomnite se slik Poklukarja z Janulom, Poklukarja z ne vem, tudi z Niko Kovač in podobno. Skratka, oni so pod pritiskom, vsi podsistemi so pod pritiskom te nore ideologije norosti, ki jih, torej, minister ne ščiti policije v tem primeru, ampak zahteva od njih zadeve, kot jih diktira ta ideologija norosti. Jaz se čudim, da sindikat policijski tukaj ni bolj aktiven. Spomnim, da se prejšnjega mandata. Kdorkoli bi bil bolj aktiven, bi dobil odpustnico. Se živimo v policijski državi. Spomnim, da se prejšnjega mandata, kjer so sindikati pa šli v to politično borbo na strani Goloba in teh. Na strani Goloba so bili na strani režima. Zato, ker so na strani režima in ker bi pač kdorkoli bi se jim uprl, bi doživel to, kar je doživela Gončinov ali pa kar je doživel Radonjić. Oprosti, Boštjan, če imaš moralna stališča, etiko, si samostojen, trden človek, boš tudi v to, ne glede na posledice. In vodstva sindikatov se bojo mogli jaz se s teboj zavedati, da morajo zaščititi svoje fante. Ker jaz to pač delam. Če policisti vidijo, kako je Nataša Pirc Musar, se objema. Pač se objema z nekom, ki ima policijsko kartoteko. Jaz sem ti dolžen še ta komentar na aktualnega ministra, kako naj bo pa drugačen, če so ga rekrutirali za Alan Forda, recimo.
tako. Kako neko, on je pa res lik. Kako ne bo pa drugačen? Samo pazite, ne vem, če sta uspela prebrati, prišla je neka anonimka v medije, mislim, da je Nova 24, ki je zanimiva. Tam piše, med drugim priča pač nekega policista, kdorkoli pač neki notranji vir, pravi, da si tudi Golob ne upa nič več Boštjanu Poklukarju, ker mu Boštjan Poklukar zagrozi z Damirjem Črnčecem. Tako tečejo stvari. Če tako tečejo stvari, Popolnoma odtojena od ljudstva. Recimo, kot si prej govoril, te inštituti, recimo 8. marec, ki se oglasi vsakeč, če koga napačnega pič komara. Ampak tudi niso rekli ničesar, kot sistematično ne rečejo ničesar, zato ker je pač to v njihovi agendi. Zdaj pa, če smem še to povedati, ta stvar gre veliko dlje. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvi razlog je zelo bistven, je, da se tukaj dogaja v bistvu zelo groba kršitev ustave, ker pred ustavo smo vsi enaki, se pravi, imamo glede na ustavo enako varstvo pravic, naše pravice so enako varovane, imamo pa tudi enako varstvo dolžnosti. Ampak Romi so kategorija, ki je na nek način izvzeta iz tega, da smo vsi, pa ne samo po slovenski ustavi, ampak po vseh, bi rekel, civilnih listinah od OZN, UNESCO in tako naprej, ljudje smo enaki, od francoske revolucije naprej, ljudje smo enaki, ampak ti pa niso enaki, ker za svoja dejanja ne odgovarjajo, recimo vse te, 29. če policija prijela v istem tednu prekrškarja, ki je 49 vozil pijan za volanom, ni imel registriranega, pa se tega je v črni kroniki nešteto za umret in to iz področji, kjer so tam. Je pa res, da Romi na severovzhodu Slovenije so pa drugačni. In ta Jože Horvat Muc izhaja prav iz severovzhoda Slovenije, ki ga bojo zdaj zamenjali. Ki ga bojo pa zdaj zamenjali. Ampak gledajte, če smem še eno, se mi zdi zelo bistven poudarek. Temeljni problem je nespoštovanje ustave. Kaj je ustava? Ustava je najvišja avtoriteta v naši skupnosti. In to gre s tem, da kar je pač levica od leta 68 naprej, sem se bistveno premalo ukvarjamo, plasira nespoštovanje kakršnekoli avtoritete. Tisti, ki je na nek način, vsi bi rekel, ki so res kaj tazga naredili, so žrtve. Vsi smo žrtve. In potem seveda to vodi v razpad družbene skupnosti. To je pa agenda levičarjev. Levičarska agenda je pač preprosto ta, da naša družba je v bistvu konzervativna. Zakaj je konzervativna? Zato, ker sloni na konzervativnih vrednotah. Zakaj sloni na konzervativnih vrednotah? Zato, ker so te edine, ki omogočajo sožitje v skupnosti. Najbolj konzervativna vrednota je ustava, ker izhaja iz temeljnega povedka, ki je star 2500 let, ga je dobil Mojzes v tablicah postave, ne ubijaj, ne kradi, ne prešuštuj in tako naprej. In seveda to levičarje strahotno moti in ta demontaža avtoritete, demontaža družbe, ki jo oni upravljajo za naš denar, to je to. Recimo, kaj je to demontaža družbe? Oprostite, če 8. marec, če Komar piči osebo A, ki je prijazna 8. marcu, naredijo kampanjo. Če Komar piči osebo B, ki je 8. marcu neprijazna, naredijo antikampanjo. In to recimo, če bi imeli mi odprto, bi rekel, šolstvo in tako, bi lahko nekdo na univerzi napisal, bi rekel, študijsko nalogo, 8. marec in pristranost. Se pravi, ker če se ti zauzemaš za pravico, pravica je pa nepristranska, pravica je ena, univerzalna, ker izhaja iz Boga. In levičarji si poskušajo, in to mi je kar uspelo, to vse skupaj demontirati. Pa je možno, da se policija recimo boji posredovati, recimo, odločne. Seveda. Bukijo seveda obstoječih predpisov. Namreč, veš, se spomnim pred leti, ko je bil še aktualen tale Volmajer v Mariboru. Takrat se mi enkrat Drago Kos, ki je takrat bil še eden vodilnih kriminalistov v Ljubljani, pohvalil, da je morala Volmajerju ljubljanska policija, ljubljanski specialci so šli gor, da so mu vročali vabila za sodišče, ker se nihče od mariborskih policistov tega ni upal. Mogoče, da se recimo nekaj takega tudi zdaj ponavlja. Ampak glej, tle se treba pa vprašati, v kakšni družbi živimo, če del neke populacije ne spoštuje državnih organov, konkretno represivnega organa policija, in ima pri tem politično podporo. Zdaj pa, omenil si Muca. Policaj ga ne upa mahniti. Zdaj pa omenil si Muca. Sej to je bistvo. Stranka Levica pod vodenjem Aste Vrečko si je zadala cilj do prihodnjih volitev, se uporabiti ta izraz, ugrabiti romsko populacijo za svoje volilno telo. In kaj delajo? In pa obratno, bom razložil. Zdaj, tega nesrečnega Muca režejo,
pa je pravzaprav že leta in leta res iskren v svojih prizadevanjih, kako romsko populacijo, predvsem to dolenjsko, belokranjsko in pa kočevsko, pripeljati v ustavne, bom rekel, okvirje in pa hkrati kako državi dopovedati, da je vprašanje romske skupnosti pomembno. Kaj se pa zdaj dogaja? Zdaj režejo muca, stranka Levica konkretno, reže muca, nastavili boj, da naj bi svoje koordinatorje, verjetno strankarsko pripadne, na vse občine, ki imajo romsko populacijo, se pravi... Slabi 30, 28, ja, tam nekje, se pravi, zaposlili bojo 30 ljudi skoraj, brez izkušenj pri tej problematiki, ampak važno je, da imajo, bom rekel, izkaznico stranke Levica in na nek način preko teh svojih koordinatorjev, tej romski populaciji ugradili, bom rekel, ta pogojno rečeno čip, koga je treba na volitvah podpreti. In zdaj za to zapravljajo denar, čisto netransparentno in, bom rekel, nevsebinsko, in gre pravzaprav za konkretno predvolilno. Kaj pa so nevladne organizacije? Je samo podaljšana roka tej stranki Levica. In ko vidiš, kdo danes, bom rekel, ubija to slovensko družbo in si ne želi rešiti romskega vprašanja, pa ne na načine, ki so nespodobni ali pa nezakoniti ali pa podobno, ampak treba je enostavno, torej, Romi so ta moment žrtev politike, leve politike in niso žrtve večine, ki jo tako pretepajo in podobno, ampak so žrtve te politike, ki manipulira z njimi. To je vse, kar mora ta romska skupnost vedeti. Tako kot sem rekel, in recimo Jožef Horvat Muc bi si v mojih očeh zaslužil visoko državno odlikovanje. Visoko, če ne najvišje. In to je odgovornost sedanje predsednice, da to naredi, pa tega seveda ne bo naredila. Zakaj? Zakaj? Zato, ker trend v državi, kaj dela Jožef Horvat Muc, želi integrirati romsko skupnost v slovensko družbo, kar je conditio sine qua non, predpogoj, da ta družba sploh obstaja. Vsi moramo sprejeti določena pravila, ki so zapisana v ustavi, sem rekel, da smo vsi pred zakonom in pred drugim enaki. Ampak se Levica, mi imamo pa, odkar je Golob, odkar je pa predvsem Levica v vladi, imamo pa seveda, stalno prisostvujemo razbijanju ključnih elementov te družbe in razbijanju te družbe, ker drugače tudi ne more biti, kajti Levica izhaja iz tako imenovane revolucionarne prakse. Revolucionarna praksa Čebin je pa ta pobit, uničiti, razbiti, kajti na osnovi kaosa, anarhije mi pridemo do oblasti. In ker je to delovalo enkrat, mislijo, da bo delovalo tudi drugič. Pa ne bo delovalo, ker so se stvari v svetu spremenile radikalno, predvsem pa je ta komunistična oziroma socialistična, kajti ne smemo pozabiti, da največje zlo, predvsem Slovencem in Evropi, je prišlo od tako imenovanih socializmov, katerih so eni nacionalni, drugi pa internacionalni. Komunizem je internacionalni, nacionalni so pa Mussolini, Hitler je imel nacionalsocialistično stranko Nemčije, Mussolini je bil socialist, leninist. Največja podpora sindikatov. In Milošević. In hočem reči, in oni, ampak to se je propadlo, in ti poskusi Levice so recimo na nek način v mojih očeh kičasti, ker se obujaš nekaj, kar ni, so pa za družbo izredno nevarni. In prav tako, kot pravi Miran, ta romska problematika zdaj točno kaže, kam smo prišli. In prišli smo pa do točke, ko se moramo absolutno obrniti in iti nazaj. Kajti to je, jaz še enkrat pravim, s čemer sem začel, ena klofuta v redu, ampak to je, bi rekel, se pravi, reverzibilna, se pravi, se lahko spremeni, reverzibilna zadeva, ampak umor je pa irreverzibilna zadeva. To se pravi, ti napoveduješ še bolj... V taki klimi so možni vsi scenariji. Eno leto pred volitvami noben ne bo reševal tega problema. V taki klimi so možni vsi scenariji. Zato, ker če Romi vedo,
da jih policija pusti pri miru. Če policija ve, da jih mora pustiti pri miru, nastaja neko vzračje, neko vzdušje, če se družba ne prizadeva, da se jih integrira, se pravi, mali Romček gre v šolo in se nauči, da tako kot Špela Novak, Janezek Novak, se mora pač držati določenih pravil, da bo jih odmel od tega določene pluse, a ne? Da bo pač Slovenc. S tem, da gre zadnje, veš, se spomnimo, ne, tudi tisti incident povezan z Petrom Gregorčičem, ne? S tem incidentom je neskončno. Ni naključje. S tem, da gre pa, moramo biti pa iskreni do te mere, ne? Kar je pa še bolj žalostno in paradoksalno. Obstajajo v teh romskih skupnosti, jaz se spomnim enega primera pokojnih staršev, ki sta hišo gradila in sta tam neko škarpo delala, Rom jim je prišel to škarpo delati in je naredil fantastično. Ampak on je že takrat govoril pravzaprav, da je v tej svoji vasi precej nepriljubljen, ne, zaradi tega, ker hodi, ker je Slovenec, preživlja družino in podobno, da ga malo po stran gledajo ostali. Skratka, to je problem, ki je že leta in leta prisoten, nihče se ga ni resno lotil. Ta vlada, pa ne da se ga sploh ne loteva, ampak celo grejo v smer, kjer jim dajejo dodatne razgradne družbe. Jaz berem na MMC-ju, portalu javne televizije, da je ta vlada edina, ki se je resno lotila romske problematike. Ja, če je to, da zrežeš muca, da postaviš svoje koordinatorje, da odneseš pred volitvami v romska naselja lističe, koga morajo voliti, potem se je lotila, ampak to ni družbeno koristno. To je razbijanje družbe. Tako je. To je razbijanje družbe. Dokdaj pa bo recimo lahko Boštjan Poklukar tukaj na teh tiskovnih konferencah, potem ko ga javnost prisili, da stopi pred mikrofone, govoril, da Slovenija je varna država. Kaj se mora zgoditi, recimo, da bo Boštjan Poklukar nekaj to govoril? Če Boštjan Poklukar gleda svojega šefa Roberta Goloba, se je nekaj naučil. Ni Črnčeca? Ne, Roberta Goloba, da je vseeno, kar rečeš. Rečeš laž, rečeš ne laž. Rečeš danes laž, jutri zanikaš laž, potem spet nova laž, ki jo zanikaš, z novo lažjo. Če to vidi, ta mehanizem deluje. Pa se je popisan v jetnikih Svobode, sem jaz vzel tebe, pa Ljuša, vajne, bi rekel, in sem vse členil pa svoje, imate celo serijo lažine, ovekovečenih za, bi rekel, to malo slovensko večnost. Je pa kako ne pa, kar se Janez nauči, Janezek nauči, to Janez zna. Janezek, Boštjanček Poklukar, gleda velikega Goloba, ne, in prav, če ne bo ratuje tudi meni, seveda, se je bilo kaj, pa še hujš, da če bi Boštjan Poklukar začel delovati resno in govoriti resnico in govoriti, lejte, situacija ohaja iz nadzora, ampak mi delamo na to, da bomo vrnili nazaj pod nadzor, če bi ga Golob razrešil. Rekel, čaki poba, kaj se pa ti greš? Poglej, a veš, kako jaz slabo govorim? A vidiš? Tako govor. Drugače se je treba vprašati. Ne? Ja. Kje, oziroma pod katero drugo vlado, ki ni tako nastavljena strani omrežij, bi pa Boštjan Poklukar lahko bil minister. V nobeni vladi. Zdaj že drugič minister. Ampak obe sta si zelo podobni. In Šarčeva in ta sta bile projekt laboratorija. V nobeni drugi vladi. Zato se je naučil 3 skovanke, odklopuje možgane, očitno mu ne seže do srca kritika, ker se zaveda, da kritika ni problema, to bom preživel, ampak jaz uživam. Hodi s svojo šefinjo kabineta po pizzerijah, ženo, če gre verjeti tej anonimki, vozi na državne stroške v Trst ali v Italijo, on živi krasno življenje. In bo že tisto neko kritiko prebolel, 3-krat bo šel v studio, 3-krat bo 3 iste skovanke povedal, ampak on je minister. Kar je žalostno. To je res žalostno. Včasih imamo občutek, da on sploh ne razume, kaj ga ljudje hočejo. Če sem rekel, da je prišel z Alan Forda. On ti bo na 5 različnih vprašanj povedal te 3 skovanke. In se pri tem silno se bo zabaval ob tem, že tako malo, že kot sama pojava, sej nisi kriv za to. Samo misli, da je duhovit. Ampak on je dobesedno misli, da je duhovit, zdaj sem ga gledal, kaj je bilo Čadoni Špeličevo, človeka poslušaš in še čudiš, 3 skovanke, konc.
Varni smo, delamo dobro in pa še nekaj tretje. Zato me to na strip spominja, to norčevanje z javnosti me spominja na strip, ker ljudje nismo varni. Mislim, halo, jaz poznam Ljubljano, tule, kjer zdaj smo, Ljubljana ni več varna, kot je bila 5 let nazaj, če so spustili noter, mislim, se vidiš te migrante, vse to je drug problem, spet družbene skupine, ki je spet, torej, če jaz verjamem temu in temu, kar je na družbenih omrežjih, vir takšnih in takšnih problemov, ki se tičejo javne varnosti, ampak je spet absolutno protežirana. Absolutno protežirana. Ampak to je vse čisti sam blef. Je pa fascinantno, da niti en medij v naslovu, pa tudi v podnaslovu ni omenil, da gre za romske napadalce. Ja, bom rekel, vse ta drža, pogojno rečeno, to je posledica, to, kar sem jaz v prejšnji vdaji sem razlagal. Novi obrazi v široki koaliciji so ponavadi prazni. Prazni. Kupijo program, kupijo ideologijo, v narekovajih kupijo. Od koga? Od nevladnih organizacij, teh propolitičnih. Razumem, ampak ni enega urednika, ki ve, čakajte malo. Ne, ker ti bo prišla, če boš napisal romsko nasilje, ti bojo prišli NGO-jevci v uredništvo, povedali, da to ni v redu, ti imaš za sabo lastnika medija tajkuna, ki posluje z vlado, vlada bo poklicala tajkuna medija lastnika in bo rekla, to ni v redu, poslušaj, tamle imaš gradbene posle, daj pamet v roke, če karikiram, zdaj to vse skup, ampak tako približno teče. To je, in je to. In pol urednik, ne moreš biti, Ne moreš biti urednik svojo glavo. Plus tega so pa naši novinari, vsaj 70% njih ideološko na isti strani kot ti. Njim se zdi to normalno, da napisati romsko nasilje, da je to grozna stvar. Prav potem niso novinari. Lahko pa pišemo o moškem nasilju, lahko pišemo... Ne moreš biti ideološko opredeljen, pa biti novinar, sploh pa ne tako ideološko opredeljen. Mislim, da imaš napačno ideologijo, ki je... Pustimo zdaj mi teorijo. V praksi Slovenija je globoko potopljena država. Ampak to ni novinarstvo, Dobro, gremo naprej. Ampak se še to samo dame. Prav zanima, kaj se bo zgodilo s to interpelacijo zopet poklukajo. Nič. Se imajo večino. Kljub vsej tem... Ja, seveda. Dobro, gremo naprej. Prišlo v javnost ta fenomen tega tretjega bloka. Prebiliča, Logarja, Tonina, Hana. Zaradi tega, ali pa še zaradi neke druge stvari, tudi zaradi Borota Pahorja, njegovih izjav, je šel Kučan takoj na televizijo, prevzel je celo oddajo v Studio City, zamenjal format na mesto 5 ali pa 3 gostov, se je pojavil on. Zdaj se bo še manjka, da bo to naredil na TV Dnevniku. Ja, še manjka. To še manjka. Ta del korejske televizije še manjka. In tam pač povedal to, kar je povedal, da ne ponavljamo. Skratka, koliko sem jaz razumel, Kučan vstaja na tem, da mora biti v državi 2 pola, levi in desni, nobenega tretjega bloka, samo zmeda. In videl sem, da obstaja nek strah, da bo Borut Pahor čez 2 leti znova kandidiral za predsednika republike. Ga je treba že zdaj sesut v prah. Kako si ti videl zdaj te Kučanov nastop? Studio City z gostom, torej z gosti Milan Kučan in Milan Kučan, če gremo pogledati, kako je ponovadi ta Marcel, kako deli oddajo. Sporočila Milana Kučana, zaživi v primeru, torej zaživi takrat, ko govori o Borutu Pahorju. To se je zdaj videl. Ja, to je nekako bolečina. Tam zaživi, ne more ga po moje videti. Mislim, da je ta moment Borut Pahor pri Kučanovih persona non grata bolj kot Janez Janša, ta moment. Kar se tiče pa političnih pogledov, je pa majčkan smešen izpadel v mojih očeh. Bom povedal, zakaj. On je govoril o tem, kako se levi blok ne bi smel drobiti, kako bi ta blok mogel biti enoten, hkrati, če pogledamo, si želi enega močnega človeka na levem bloku, hkrati pa na vprašanje... Eno močno stranko? Hkrati pa na vprašanje, kako to vidi na desni strani, tam pa je kritičen do Janševe hegemonije na desni. Tako da ni mišljal to nekak skup. To sem recimo, da sem si nekako probal razumeti to, da je zdaj ta Kučan okrog že mečkan upehan, malo so že v letih in si želijo eno stranko, ki jo bojo kontrolirali, zdaj so mogli kontrolirati 5-6 strank in podobno, pa je mogel tjajet, pa je mogel ta sodelavec kajet. Skratka, želi si, dobesedno to je povedal, prikritega volilnega večinskega sistema. 2 strank
močnih in ki se bi teple. Ne? Tako da pravzaprav je nekako vsi tisti, ki so mu delali usluge v življenju, predvsem tukaj mislim Novo Slovenijo, okoli tiste penzije, ne, Toninove roke gor, ne, so zdaj videli, kam jih Kučan umešča, ne, v prazno množico, kakor se je izrazil. Ne. Tako da treba je biti pameten, in enostavno videti, da so to ljudje, ki bojo svoj interes unesli v oddajo na način, da bojo govorili lepo, poslušalcu prijetno, ne? V ozadju je pa izključno interes. In jasno je dal vedeti, še vedno držim levi pol. To mislim, da je po tej oddaji zelo jasno dal vedeti, da si ne bi kdo delal otvar, da lahko mimo mene gre. Zdaj, a je bilo to sporočilo Golobu, a je bilo to sporočilo komorkoli drugemu, pa ne vem. No, to imam čutiti, sem še to dodam, da imam čutiti, da si je nekako želel tudi to povedati. Potem, pač, ko je Baho o njemu govoril, ko je v bistvu to tehnologijo nastajanja novih obrazov izpovedal Prebilič, ki je zdaj v postopku pridobivanja licence, pa zdaj očitno te licence še nima. Imam feeling, da si je Kučan nekako želel sam intimno povedati, kot si rekel, še vedno sem jaz glavni. Veš kaj, verjetno je začutil, glede na to, da... Malo je mogoče to povezan z leti, pač ne deluje izven pameti, če uporabim ta izraz. Želi pozornost in podobno. To malo se je prišel podcrtljati. Verjetno je tudi, jaz ne vidim druge razlage, kot da je on zahteval to oddajo zase. Zagotovo, to si zagotovil. Ne vidim, da bi šli oni format spreminjati v to smer, da 30 minut celotno oddajo dobi Milan Kučan. Podobno je bilo pri političnem zadnjič, ko je bil Robert Golob. Podobno. Vse sorte, torej vse, kar se zdaj na levici dogaja, je nekako ni v po neki šabloni, kar se je dogajalo prej. Golob je že predolgo favorit, oziroma se ga pusti primer, hkrati se Prebiliču licence ne da, kar meni kaže, da tokrat ne odločajo samo strici iz ozadja, konkretno Milan Kučan. Vidimo, eden njegovih največjih posvojencev ali pa najpomembnejših posvojencev Zoran Janković ne popušča pri podpori Golobu, kar mi kaže, in poznamo stališča Zorana Jankovića. Zoran Janković se je slekel, vidimo ga. Kaj so njegovi interesi? Osebni interes in interesi srpskega sveta. In tukaj, da ne reagira Milan Kučan, da ne gre konkretno proti Golobu, ki mu je pravzaprav razpolovil ta levi pol, se jaz sprašujem, s čem ta moment razpolagajo predvsem te izven države, govorimo o srpskem svetu, s čem razpolagajo, da Milana Kučana držijo tako rezerviranega. Koliko jaz vem, pač pa ta informacija je... Njihov interes pa je, da ostane Golob. Koliko jaz vem, sta imela pred kratkim Kučan in Janković en trd pogovor okoli Goloba in okoli Prebiliča. In končalo se je očitno, zaenkrat se je končalo očitno tako, da je pač Kučan šel na televizijo in povedal, da pač Prebilič posredno še nima licence. In so pač našli to razlago drobljenja. Sej drobljenje ni bil nikoli problem. Tudi pri Šarcu, prosti, sem še ta stavek. Tudi pri Šarcu so delali sestavljenke. Pa to Kučana takrat ni motilo. Najverjetneje, torej, seveda, jaz mislim, da je ne bo dobil, ker Prebilič je, ne vem, mogoče preveč v Bruselj hodil, pa je nekje tam videl, da se lahko vse govori, kar človek misli, recimo, da neki poslancev, evroposlancev tako dela, jemlje resno svoj poklic, in je povedal pač, kako to poteka, nominacija za licenco, in jaz mislim, da te licence Prebilič ne bo nikoli dobil. Zadeva seveda, kot neke vrste kazen, sankcijo, kaj je to povedal. Seveda, se tega ne bi smel, zato je tudi zdaj Kučan na televiziji, jaz sicer ne mislim, da se zdaj prišel kazati, lejte, kakšno moč imam, ampak jaz mislim, da zdaj poskuša sanirati, prva zadeva, ki je meni neskončno žalostna, leta 2025 lahko nekdani šefi centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije pač kličejo na televizijo in preformulirajo, dajo, in jo dobijo za to, da ljudem nekaj govorijo. Mene to spominja na Čaušeska. Mene to spominja na Čaušeska, ki mu je bil vedno mikrofon pripravljen, da lahko ljudem govori, kaj ti Kučan, tle pa gremo zdaj na bistveno nazaj. Kučan in Čaušesko nista nič toliko različna, kot mi mislimo, da smo. Samo en je živ, enega pa ni več. Oba sta bila šefa centralnih komitejev, se pravi najmočnejša človeka v določeni politični oziroma državni skupnosti.
In seveda Kučan, kot se je tam oblikoval, se je oblikoval v srbskem svetu, on se ni oblikoval v slovenskem svetu, on se je oblikoval v Beogradu, zato ker partija je bila zvezna, kar je v partiji štelo, se je zgodilo in dogajalo v Beogradu, se ni zgodilo in dogajalo v Zagrebu, Banja Luki oziroma Sarajevo ali pa v Ljubljani, v Beogradu se je dogajalo. Ne? In Kučanova seveda vzgoja, šola, on je iz tam, kjer Donava Bistra pridruži se Savi, zato tudi Zoran Janković, ki mu je nujen, Zoran Janković je prišel kasneje, ampak on je integrativen element med, bi rekel, srbskim svetom v Beogradu in srbskim svetom v Ljubljani, se pravi tem, ki nam vlada. Ne? In to seveda je, ker Kučan se je sam povedal, nikoli ni sprejel Slovenije, nikoli to ni bila njegova opcija. On zna ribariti v kalnem, večinoma ribar v kalnem, zdaj je pa situacija tudi zanje kritična. Ne? Konec koncev, recimo tole, kar je bilo zdaj, moram omeniti, se pravi, mislim, da je pobuda Žige Turka, Katedrala Svobode, ki je zbrala zdaj na predstavitvi zbornika za prihodnost Slovenije in to je zbrala vse ključne dejavnike, vse, tudi recimo Logar so sedeli v isti vrsti, Janša in to, in Nova Slovenija in Pahor, vse ključne dejavnike, zbrala eno ogromno armado, če v vojaškem smislu to gledamo, ne. Tako kot so recimo Rusi tam oziroma Sovjeti leta 1944 zbrali tiste 3 armade, ne, ki so potem zlomili Nemce, ne. In če to Kučan gleda, ne, in seveda to gleda in vidi, ne, da prihaja do nekih konvergenc, da prihaja do nekih sil in Pahor mu je tu izredno nevaren, Borut Pahor mu je nevaren, zato iz 2 razlogov. Prvič, on je tudi izšel iz njega, ne, iz iste šole in pozna skrivnosti te šole, tako kot na nek način Janša, ne. In pozna, Borut Pahor ve, kdo je Milan Kučan. Ne? Recimo jaz ne vem, kdo je Milan Kučan, ampak ker se toliko ukvarjam z njim v mojih knjigah, recimo Etniki svobode so recimo analiza njegovih laži, vseh teh, ne, sem ga približno spoznal, ampak jaz nisem išel iz njegovega okolja. Jaz ga ocenjujem tako, kot ocenjujejo, bi rekel, astronomi, a ne zvezdo, ki je ne vidijo, po infrardeči svetlobi, po delu, ki ga pušča, po sledeh, ki jo pušča v prostoru, po sledeh, ki jih Kučan pušča v prostoru, ga jaz ocenjujem. Ne. Pahor ga pa pozna. Pahor je tako rekoč njegov posinovljenec. On je bil, če se jaz pravilno spominjam, on je bil tako so mi rekli, z Balažicom davna leta nazaj, sta bila 2 kandidata za prvenstvo te prenovljajoče se partije. Ne. In Pahor je toliko človeka in ima toliko morale v sebi, da se v določeni točki zlomil. In ta točka je bila njegova vlada, 2008-2011, ki se je zlomil in zato so takrat prišli ven strici iz ozadja. Se ga spomnim, ki je to rekel, ker sem bil na televiziji. Dejan Židan je prvi to rekel. Ja, ampak on je že na predsedniških volitvah 2012 je bilo to v zraku strici iz ozadja. On je to rekel, Borut Pahor, zato ker se je moralno zlomil, ni mogel po tej poti več naprej. Ne? In kaj ga je, se lahko uganemo, kje se je zlomil. Zlomil se je pri tem, da pri vprašanju povojnih pobojev. On je prvi začel Pahor hoditi tja na rok, kjer so bili nek umeten oder tam. Ker Nataša Pirc-Musar si postal nek umeten oder tam. Pa tam vržen venc, pa gre domov, pa prav, hvala Bogu. Ne, on je začutil. Pa ne, da mu zdaj reklamo delo, ker so od njega nikoli nisem nič imel, niti nič ne bom imel, pa hvala Bogu, mi tudi vzeti nič ne more. To je bolj pomembno. Ampak, in zdaj ta sila se je zbrala skupaj, je govorila, je napisala eno knjigo, en zbornik. In ta sila, veste, če vi napišete nekaj v zbornik, podpišete, vdate, to je zaveza, to je aliansa na nek način. Ne? In Kučan zdaj to gleda in zdaj intervenira, zdaj je preletel. Halo. Ne? Ampak on s to intervencijo tudi zdaj teh scenarij povedal, kako naj bi stvar šla naprej. Ja, jaz mislim, da se je njemu zgodilo Imam občutek, Miran, Boštjan, da on tega bloka, ne, zdaj tako, če rečemo, on figurativno ne bo dovolil. Tu bo naredili tudi vse, tudi če je treba potopiti socialne demokrate, koliko so potopili Desus. Ja. Njemu se je zgodilo nekaj, kar jaz mislim, da tudi v snu si ni predstavljal, da se mu lahko zgodi. Kot oče novih obrazov, ne, je vedno o življenju in smrti teh novih, političnem življenju in smrti teh novih obrazov odločil. Ne. 1 leto pred volitvami ponavadi je on že fatvo napovedal, ne, tistemu prejšnjemu svojemu novemu obrazu, da se mora posloviti in se je ta poslovil že. Če ne je pa šel tja fizično, ne? Ja. Zdaj se je pa zgodil prvič, ne, da je naletel na neko skupino, ker tudi njegovi posvojenci, kot je Zoran Janković, ne, vrhovnemu šefu ne pustijo rušenje novega obraza iz leta 2022. Ne. In
v to igro so vstopili tudi večji igralci. Ne večji kot Kučan, ampak igralci, ki imajo nekaj mogoče, kar Kučanu ne paše. Ne? Jaz še vedno mislim, da veliko vlogo tega srbskega sveta do Slovenije igrajo beograjski arhivi. To sem jaz skoraj da prepričan. Ne? Ker Kučan prvič reagira drugače, prvič cinca, prvič on bi mogoče celo podprl Prebiliča, pa ga ne sme. Sam si omenil sestanek z Zoranom Jankovićem, ker je verjetno Zoran Janković zelo jasno povedal, da bo on na strani Goloba. Zakaj? Zato, ker Golob je dostavljal temu srbskemu svetu. Nobene kontrole ni bil. Vidimo tudi mafijski obračuni in podobno. Ne, pustimo zdaj to, če je človek musliman, ne, tamle iz Velike Kladuše. Ne. Lovke vodijo, ne, na Kavački in pa Škaljarski ta klan v Črnogoro, ki je tesno povezan z beograjskim režimom in podobno. Skratka, za eno celo vdajo lahko naredimo. Hočem povedati, da se Kučanu prvič dogaja, da je štopiran. Štopiran. Ne? In zato jaz pravim, Prebilič, ne vem, kaj bo naredil, ampak ljudje, ki stojijo za Prebiličem, naj se ne ustrašijo tega. Če so ocenili, da grejo, naj grejo. In naj grejo prvo proti, torej delati antigolobizem. To sem povedal že v vdaji. To je bistvo. In pol, če že morajo delati antijanšizem, pa verjamem, da je prišel čas, ker lahko s programi tekmujemo ali pa tekmujejo, ne? Ampak prvo je antigolobizem. Ravno zaradi vmešavanja drugih držav v Slovenijo. Ne držav, ampak njihovih kriminalnih skupin. In to se mora Kučan zavedati, ne? Da učen je bil v socializmu, ki je bila prvo pravilo čuvaj državo. Kje na poti je pozabil na to, da je treba državo? Čuva državo, prejšnjo interese. Ja, to je imaginarna država, ja, te ni več. Ljudje so pa še živi, ki so bili v tej predsednik te države. Jaz upam, da se je poistovetil s to državo. Ampak partijci so imeli prvo pravilo ne države, ne naše Slovenije. Meni se zdi tukaj, da je zdaj vizavi tega srbskega sveta, pa o tem si tako mislil, da bi še potem se kdaj naslednjič pogovarjal, da je tukaj dobesedno Kučan zdaj res poklekno. Zdaj bo je Janković pomahal z temi arhivi pred nosom, to se je težko reči. Zanimivo, ne? Naslednji dan pride pa, pazi, dovoljenje KPK-ja Zoranu Jankoviću, da lahko nastopa kot svetovalec Vučićevemu projektu Expo. Tukaj pa smo blizu tega, kar je prej rekel Boštjan, KPK je na nek način formalizirala zdaj, ne? Ja. Srbijo plus Slovenijo, Jankovića in Vučića. To pa je neke vrste comeback. Meni je Miran Videtič dragi sogovornik in tam enkrat nazaj, 2 leti, sem jaz prvič od njega slišal to sintagmo srpski svet, in jaz sem to takoj potem videl in šel delati in iz tega se ena od teh, bi rekel, pletenic moje knjige Etniki svobode je prav slovenski proti srpski svet. To je najhuj, to sem to v tej vdaji veliko krat že povedal, to je največji antagonizem, ki ga zdaj živimo. Borba tako imenovanega slovenskega sveta, slovenske države, Evropske unije v svojih pravnih mehanizmih, ne, se pravi, absolutna odsotnost kriminala, proti vsemu temu, kar je zoper to. Ne. Srbija ne bo nikoli Evropska unija. To je zdaj jasno tudi, ker niti oni referenduma ne morejo zvesti, ker je približna mala večina Srbov proti članstvu v EU. To je pač pozabno. Ne. Mala večina, kako si ima? Ja, neki čez gre, mala večina. Če EU ne bi bila izglasovana tam. Težko, mislim. Pa kdo se bo pa postavil za to? Se bo Vučić postavil? To je drugo vprašanje. Ne. Se bo tvegal pač svoje preživetje. Ampak hočem reči, srpski svet bo vedno ločen od slovenskega sveta. Ne bo za časa naših življenj Evropske unije, ki bi videla Srbijo kot polnopravno članico, kaj šele Schengena, kaj šele evroobmočja, tega mi ne bomo doživeli. Če bo kdaj to, je to hipotetično. Bo ali pa ne bo. Ne? In zato bo vedno obstajala meja med slovenskim svetom in srpskim svetom. In ta meja bo šla po tej liniji, kot je šla meja, bi rekel, ključna meja, ki nas določa, to je meja med vzhodnim pa zahodnim delom Rimskega cesarstva. Na zahodu je latinica, na zahodu je katolicizem, je rimsko pravo in smo mi, in je Evropa. Na vzhodu je pa, jaz nimam nič pravoslavja, pač ker je to en bog, ampak imam pa seveda proti temu, da potem ne mošeš rimsko pravo, ampak so bili Osmanlije in tako naprej, in je to pravo, ki je nepravo, ki je kadija tuži, kadija sudi in obratno. In zato je to in ta Videtičeva iniciativa, ki se je potem, bi rekel, telesla v moji knjigi, je
jetniki svobode, ne, je ena najboljših misli, sugestij, ki sem jih v svojem življenju dobil. Govoril sem s tem ljudmi iz Preveličevega kroga. Zdaj pravijo, da Prevelič kljub temu intervjuju, on gre po planu naprej, ne? Skratka, ne bo se ustavil zdaj pri najavi. Jaz upam, da to resno mislijo. Se to bomo že videli, če se bo držal teh datumov, sem še to zapovem. No. In za eno zanimivo stvar sem rekel, no, ki mi je tako, bom rekel, se mi zdi kar vredna pozornosti. Ja, ok, Kučan je res to izjavo, kar je izjavo, ampak vse Kučan ni edini, na katerega se lahko nasloni. Zanimivo. Fajn bi bilo Kučanu slišati, kdo je to rekel, pa kdo ni. Kdo je še zraven, ki dela tistega, da ni on edini. To bi bilo zelo zanimivo slišati, Kučanu. Hočem reči, je pa tako, kot sem rekel, na začetku sem se pogovarjal o Prebiliču. Zdaj si on kruh reže sam, v Bruslu si ga reže dobro. Sem rekel, če bo šel sem, mu ga bo rezal drugi. Zdaj pa očitno, da bo šel sem, da mu ga drugi tudi ne bodo rezali, ker bo šel brez Kučanove podpore, in če bo šel brez Kučanove podpore, si bo razbil zobe. To pa povem zdajle. In je, mislim, jed brez Kučanove podpore. Še nihče ni probo, ne vemo. Še nihče ni probo, vidimo, da v ozadju tega klana nekako med nečaki že potekajo neke vojne. Verjetno je bilo to mišljeno, ne? Jamnik, Čeferin, verjetno tudi Gregor Golobičev nekje in tako naprej. Tako da, ne vem, lahko pa, da se bojo pogumili, ne? Lahko pa, da bojo rekli, Lev, ustareli Lev je šel na goro, podprl je nekega kandidata, ki vidi še tamle do beograjskega živalskega vrta, to nam ne paše, in bojo mladi levi starega leva čez goro, čez planjavo, čez kakšno je pa recimo to sporočilo za Hana bilo, zdaj recimo pa Socialne demokrate, ki je. Najslabše možno, ne ve, kje je. To je kamion, ki ne ve, kje sem. Ve samo nekaj. Se ima stike s stolpom. Ampak Han ta moment ve samo nekaj, kar pravzaprav predsedniki SD vejo že vsa ta leta. Smo privesek. To je edino, kar je zanesljivo. Z časno izjemo Pahorja. Drugače pa, on ve samo, da mora čakati, da je privesek, da upa na tistih 4% in da se bo potem usedel na ta vlak. Nimajo, mislim, ena stvar, ki jo recimo, človek, ki ima idejo, kaj narediti. Ena stvar, ki jo ve, je to, da mora Boruta Pahorja iz stranke izključiti. Čeprav je on tam članstvo zamrznil, bo tudi recimo to ve. Tu je imel srečo, zle imel malo srečo, da je Pahor zamrznil, pa ga ne rabi izključevati. Vse ostalo mu pa ni jasno. Komu bi pa bilo? Gospodarski minister, ki to ni. Ker on za gospodarstvo ne dela nič. Gospodarski minister je. Jaz sem tako razočaran. Jaz sem res velike upe polagal v Anga, da bo šel v neko, vsaj poskusil, da bo. Jaz ti povem, to je slabška Tanja Fajon, pa sem bil zelo kritičen do nje. To je slabška Židan. Židan je imel vse to, da je iz mestne stranke naredil neko stranko podeželja. Vsaj imel je program. Han nima nobenega programa. Ima program, bo uresničuje antigospodarstvo. Se so vsi gospodarstveniki, ki nekaj štejejo v tej državi proti njemu. Halo? Čakaj, nismo tega opazili. Simič, ta forum podjetnikov SBC, kaj je to? Mislim, katerkoli velik gospodarstvenik je res gospodarstvenik, po zaslugi svojih sposobnosti, je vprašajte Aleša Štrancārja, kako bi Hana ocenjeval, mislim. Han se ima sicer za glas razuma v tej vladi, ne? Ja, ne, to pa sploh ne. Kakšne so pa njegove dejanja? Lahko, da on lepo govori. Zdaj je pač izjavo, da je bilo pač, bom rekel, storniranje tistih zakonov, po vstopu, po prihodu Globove vlade, da je bila napaka. SP-ovce, da so likvidirali SP-ovce, da je bila napaka. Pa je prišel na vlado s predlogom, dajmo mi to vse zdaj pa mi trije se nekaj vprašamo. Stari smo tok in tok, delamo tok in tok, vsak dan smo izpostavljeni. A si ti že kdaj rekel za nekaj, kar si naredil, to je bila pa napaka. Naredil sem napako. A si že kdaj rekel? Sem.
Ne, mislim, ni lahko napako, da sem kupil mleko, ki je bilo pokvarjeno. Ne, čakaj. Hočem reči, nekaj usodnega, ker to je bilo usodno za SP-ovce in vse to, kar so naredili, spravili gospodarsko klimo, naredil sem napako. Čakaj, če jaz naredim napako, je drugačka pa, če minister naredi napako. Ne? Hočem reči, ne da si kupil, kot sem rekel, mleko, ki je bilo skisano, ali pa jogurt, ki je imel zapadu rak drug trajanja. Seveda, sem napako, ampak za nek usoden globalen projekt, ki je impliciral tudi druge, za katerega si bil odgovoren, naredil sem napako. Pa da je bila ta napaka odvisna od tebe, kajti to je bilo odvisno samo od njega, od nikogar drugega. Ja, halo, jaz se tega v svojem življenju ne spomnim. Tebe se ne spomnim, ničesar. Vedno, kada so te vrgli stran, si vstal gor, si se pojavil, ker si toliko močen, ne? To je kontra temu, kar dela Han, naredil sem napako. A kdaj Janša rekel, ne moreš narediti napake, sploh če si odgovoren za državo. Pa odstop, halo, če si naredil napako. To se strinjam, ja. Ja, halo. Še to vprašanje, predno počasi zaključujemo. Zdaj, po vajnem mnenju, kakšne ima ta tretji blok možnost, da obstane, pa da recimo oblikuje vlado? Kakšne so možnosti tretjega bloka v tej konstelaciji? Da obstane na naslovnici Reporterja. Dobro, tam je že bil, ampak da obstane, si mi rekel, da obstane. Ja, v smislu, ima v političnem smislu kakšne realne možnosti, da formira vlado? Ne, kako bo Han formiral vlado z Novo Slovenijo? Han, Nova Slovenija, program. Kje imajo skupen program? Oni imajo program hočem reči, oni imajo program še vedno vrednote NOB-ja, vrednote NOB-ja so v Kočevskih Breznih, kamor hodi Nova Slovenija to oblikovati. Kako boš to združeval? Če gremo v ideologijo, ki je najbolj skrajno. Ni skrajno, to je pač ne skrajna, ni razlika med njimi, to hoče reči. Se konča pa ideologiji. Ne. Kako boš koalicijo napisal? Se je šla na zdravstvo. Ne, se lahko reče, da teh stvari ne boš... Noter imaš Potočnika, ki je bil gost tukaj v Novi Sloveniji, mislim, še v Novi Sloveniji. Ja, to pa ne vem. On je zelo face-fund. No in noter imaš Hana in ostale, ki pravijo 30 dni do specialista. Tako da bi si rekel, hej, čez 14 dni se pa mi vidimo na Luni snemamo. To je približno tako, a ne? Halo, kako boš to? Če imaš resne ljudi in ta Potočnik je resen človek. Ja, ampak lahko za ideologijo za nekaj časa pač odložiš v smislu interesov države in podobno. Zdravstvo ni ideologija. Zdravstvo. Ja, lej, tu pa nas se očitno je tudi ideologija. Vse je ideologija pa nas, kadar je levica na oblasti. Se vidi, zdravstvo je ideologija. Ampak zame zdravstvo ni ideologija. Skratka, po tvojem mnenju, če jaz te prav razumem, ti ne vidiš dobene možnosti, da bi ta tretji blok sestavil vlado. Dajte skupaj Potočnika pa Tanjo Fajon. Kako bi to šlo? Potočnik je vsak dan soočen s tem, da more... Na Kučanovih stališčih je, ne? Ne. Na Kučanovih, polarizacija in konec. Ne, hočem reči. Zdaj Potočnika skupaj z Tanjo Fajon, Potočnik mora vsak trenutek reševati problem, od katerega je odvisno življenje pacienta. To. Tanja Fajon lahko samo pam, param, pam, pa, bla, 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 bla. Tako. To je Tanja Fajon. Kako bo ta dva skupaj delovala? Razumeš? Se gre za vodenje države, se ne gre za to, da se gremo guncati kele na guncem otroški vrtec. Gre za vodenje države. Enkrat je tretji blok, tretja pot, že uspela, Pahor svojo zmago na volitvah, pa je dosti hitro pol pokazal, da to ni nobena tretja pot, ampak da je bila samo bližnjica za strica iz ozadja, kako priti do oblasti spet. To je tudi sam priznal konec koncev, ampak takrat torej z skovanko tretja pot. Tako da se da narediti. Zdaj, da so oni tako hrabri, kot je bil takrat Pahor hraber, je vprašanje, oziroma pogumni. Drugo vprašanje, ki to pade. Ali je, zdaj, v Novi Sloveniji se bojo prvo mogli sploh odločiti, kdo jih bo pelil na volitve. Logar deluje po izstopu iz SDS-a, da je dovolj pogumen, seveda verjetno tudi malo prestrašen, ampak načeloma kaže, da on bi lahko bil tisti, ki to tretjo pot dela. Han, tretja, oziroma srednji blok, to smo že povedali, to je... Srednji ali tretji? Srednji, kakršen koli, Han je privesek. SD je privesek. Zdaj, če bo privesek temu tretjemu bloku, pol so oni tudi lahko noter. Za Prebiliča pa težko sodem, zaenkrat ni nič, torej vse zaenkrat ostaja na besedah. Prebilič bo pokazal svoj pogum, ravno v tem primeru, ali se bo brez Kučanove podpore upal na politično pot. Potem je možnost tretjega bloka realna. Seveda, bojo mogli pa iz mize dati 70%
tem, od ideoloških tem, torej polpretekle zgodovine in se najdete na tistih mogoče 30, kjer se lahko desnica pa levica ali pa pogojno rečeno, saj pri nas ni desnice, levice, na en pol pa drug pol najdeta in naredita nekaj dobrega za to državo. Lej, bomo videli. Ampak če je možnost tretjega bloka realna, potem je verjetno tudi možnost koalicije med Janšo in Golobom, realna, ne? Janšo in Golobom. Seveda. Logično. Meni se pa zdi, mislim, če bo Janša na teh volitvah potegnil na, ne vem, 35 ali pa še nad 35 in bo Golob tam nekje na 10 do 15. Ja, Golob bo prvi pred vrati Trstenjakove. Ja, samo za eno prošnjo. Energetsko pa Tino mi pusti. Vse ostalo lahko dobiš. Do Tine, mislim, da Janša nima nobenih pretenzij. Do Tine nima Janša nobenih pretenzij. Tako da Golob, pa vse, kaj je rabu konc koncev, ko je potreboval Janševe medije, je šel tudi na Janševe medije. Tako da jaz tle ne vidim nobene težave. Golob in Janša. Ja, mislim, v tem scenariju, kot ga on, ne vem, mogoče, ne, samo, mislim, mogoče, no, ne vem, tle nisem nikoli razmišljal, kako bi to bilo. On je bizniser. Ja. On je bizniser, njega ne zanima politična prihodnost njegove stranke, njega zanima biznis. Da se ne strinjam z Miranom. Če mu ga Janša obljubi, da mu ga dovoli, da mu pusti biznisirati, bo Golob šel. No, drugače pa lahko dam to rečen odgovor. Janša je rekel koalicija razuma, če se bo Golob zavezal k temu, da bo deloval v smislu koalicije razuma, se pravi to pa tisto energetiko gor, pa tisto energetiko dol. Do Tine pa tle se z Miranom strinjam, jaz mislim, da SDS stranka nima nobenih pretenzij, ne ostane kar lepo tam, ki je. Pa se lahko tudi to zmenijo. Se Janša je rekel, mi gradimo koalicijo za volivci in gradimo koalicijo za volivci za koalicijo razuma. No, v takem primeru bo mogel pa tudi Janša pokazati, kje je do teh srbskih interesov. To bi bilo pa tudi zanimivo videti, ne? Ker načeloma stoji na stališču, da smo mi suverena država. Ne? Ja, sej to je koalicija razuma. Ja, ampak če bi ti recimo spustiš Goloba, ki krije srbske interese, potem se bom jaz malo vprašal, Janez Janša, kje so naše ladje. Če mu bo to, kar si ti rekel, bo Golob zelo hitro pozabil te srbske interese, če bo zadovoljen. Ja, ne vem, če jih lahko. Ja, to je pa druga zadeva, no, ampak to je pa njegov problem, ne pa Janšov problem. Seveda je njegov problem. Skratka, imeli bomo krasno leto. Veliko še zapovedati. Tudi na uri resnice, ne? Tudi pri uri resnice bomo imeli veliko zapovedati. Dobro, daj gledalke, spoštovani gledalci, Boštjan pa Miran, najlepša hvala za vaše zavajene komentarje. Vidimo se prihodnič, čez 48 ur, tudi kar pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.